Takole, kot ena od mnogih, stoji sinagoga tik ob cesti. Zgrajena leta 1756, umeščena v središče tedanje judovske četrti, je bila srce življenjskih zgodb, ki so se pisale med zidovi teh hiš. V strnjenem naselju, ki je svoj kulturni in gospodarski vrhunec doseglo v letih okoli 1870, je tu živelo okoli 500 judov. Spretni trgovci, bančniki, odvetniki, zdravniki. O bogastvu pričajo tudi ta mogočna železna vrata, ki so bila nekoč vhod v geto. Danes so, tik ob sinagogi, za njimi pa park posvečen 3 mesece staremu Brunu Farberju, najmlajši goriški judovski žrtvi holokavsta. Med Prvo svetovno vojno je bila sinagoga delno porušena. Ušla ni niti drugi vojni vihri, a so ji vselej pomagali. Tudi ameriški vojaki, na čelu z vojaškim kaplanom, rabinom Nathanom Barakom. V pritličju sinagoge, nekoč predavalnica, zdaj pa muzej o potovanju skozi čas in običaje. Tik ob njem vhod v svetišče. Sinagoga skriva več posebnosti. Svetišče na vsaki strani obdaja 5 oken. L'ebreo forestiero, entrando nel ghetto, riconosceva la sinagoga da queste 5 grandi finestre che sono a destra e a sinistra, come sono i 5 libri della Bibbia. È tutta una simbologia nell'ebraismo, specialmente nelle sinagoghe. Posebna je tudi vloga ženske. Namesto molitve v sinagogi velja za molitev že vsako gospodinjsko opravilo. Prav ženskam je namenjen zgornji balkonski del sinagoge. Obrede morajo spremljati ločeno od moških. Na tem mestu bi denimo morali položiti belo ploščico, a so namerno izbrali črno. Razlog? Na svetu ni ničesar popolnega. Tudi v sinagogi ne, pravijo. Tudi postavitev prižnice ali bimaha, kjer berejo Toro, svete knjige, je tu drugačna. Po šenaškem vzoru je tudi oblika sicer 7-krakih svečnikov, imenovanih menora. Po vsakem obredu so si moški pred odhodom tu umili roke, zatem pa v posebne hranilnike darovali denar. Drugačen je danes pogled na judovsko pokopališče v bližnji Rožni dolini, ki ga ne uporabljajo že vse od konca 2. svetovne vojne. Kot veleva tradicija, je izven naselja, blizu vode oziroma potočka. Na tem mestu so pokopavali že pred 500 leti. Najstarejši nagrobniki imajo tudi kakšno stoletje več. Nekatere so namreč pripeljali s seboj od drugod. Judje na pokopališče ne prinašajo cvetja, temveč kamne. V spomin na izgon iz Egipta, ko so umirali v puščavi in tam ni bilo drugega materiala kot kamne, s katerim so pokojnika zaščitili pred soncem in pred mrhovinarji. Judovske skupnosti v Gorici danes ni več, ostajajo pa številne sledi, denimo mezuza, predmet pritrjena vhodna vrata, v katerem so hranili drobne zvitke, napotke iz svete knjige, vodilo za modrejše življenje.